Dober dan, en super čudovit kolesarski pozdrav. Danes sem se odpravil na eno turo, kjer bom prvič v življenju vozil gorsko kolo. Danes je tako pretežno oblačno vreme, kaže približno 26 stopinj Celzija, rahlo piha, tako da je prav super za vožnjo. Jaz se še vedno nahajam v Belgiji, na eni strani je Bruselj, na drugi strani je Leuven, domovina piva Stella Artois, tukaj vmes so pa polja in taki prijetni gozdički. Je pa to belgijsko poletje res fantastično. Temperature 23, 24, 25 stopinj Celzija, pravi balzam za moje telo, pravi umik pred tistim vročinskim valom, ki je bil v Južni Evropi. Ok, tega moram počakati, ker je lih na moji poti. Lastnik apartmaja mi je prijazno dal v uporabo tudi gorsko kolo znamke Trek model 4500 Alfa. Ima vzmetene vilce, ki pa sem jih jaz zaklenil. Ima rahlo širše ročaje za boljši oprijem. Ima 24 predstav, od spredaj 3 zobnike, od zadaj 8. Čeprav od spredaj čista najmanjšega sploh ne uporabljam. Kolo zaenkrat teče super, prestave delajo v nulo, po prvih nekaj kilometrih pa že lahko izpostavim problem in sicer ta položaj rok mi ne ustreza. Samo ena drža in še tista na pol prisiljena, oziroma jo pač jaz nisem navajen, ker na specialki vemo, da je držanje krmila bistveno bolj udobno. Drugač pa kolo lepo teče in ni pretežko, zato ker je iz aluminija. Lastnik apartmaja mi je tudi povedal za par kolesarskih prog, še posebej za take z mountain bikom. Jaz sem si jih potegnil dol na Stravo in zdaj sledim eni 20-kilometrski, ki jo označujejo zelene puščice. Proga je zelo dobro označena in praktično sploh ne rabim gledati na Stravo, kam bi bilo treba kje zaviti. Moram biti pošten in povedati, da sem si izbral za začetek 20-kilometrsko progo samo zaradi tega, ker nisem bil prepričan, kako mi bo sploh šlo, kako bom jaz obvladoval tega gorca. Na začetku sem mu samo dvignil sedež za 1 centimeter in šel na pot, ampak zdaj nekje na polovici poti vidim, da teče lepo, da gre vse super, dobro se počutim, z izjemo tega neprijetnega občutka v zapestih, tako da še sreča, da imam poleg te današnje proge na Stravi še eno 20-ko, eno 30-ko in eno 40-kilometrsko. V teh dneh jih bom poskusil vse. Na kolesu nimam niti števca, vem, da so hitrosti nizke, povprečje bo majhno, ampak nič ne de. Se lepo sproščam tukaj v naravi, med polji in skozi te gozdičke. Zdaj tukaj na tem območju, kjer se nahajam, je Flandrija. Tukaj govorijo nizozemsko, ampak ni tako ravna, kakor tista severna Flandrija, kjer sem se vozil prvi teden in sem mislil, da je cela Belgija ravna. Tukaj se non-stop vozim gor in dol, ni tako kakor v Ardenih, ampak vseeno bom naredil nekaj višincev. Evo, tale bidon mi je pa podaril lastnik apartmaja v prvem tednu na severu Flandrije, ki mi je posodil svoje kolo Cannondale. Zdaj na tej točki bi bilo prav, da povem, kaj si mislim o kolesarjenju z gorskim kolesom na dolgi rok. Namreč tako občasno ne vidim nobene težave. Trenutno mi je to kolesarjenje všeč. Greš popolnoma izven cest, izven mest in vasi, ne srečaš žive duše, kaj šele avta.
Na dolgi rok bi rekel, da bi lahko te bolečine v zapestih odpravil z rogovi na belanci ali pa z gravel kolesom, ki ima belanco skoraj tako kot specialka. En večji problem, ki ga vidim, je snemanje, namreč na teh makadamskih poteh čez kamne in korenine sem precej neroden, dosti težje je ujet kakšen utrinek s kamero, tako da si ne predstavljam, da bi se jaz vozil z gorskim kolesom non-stop in zraven delal še video vsebine. Ampak nič hudega, tudi če se ne vidim zaenkrat kot lastnik gorskega kolesa, bom z veseljem izkoristil vsako priložnost, ki se mi bo ponudila. Bo vprašal kdo, kako prvič v življenju z gorskim kolesom. Ja, pač tako, v osnovni šoli sem imel ponija, potem v 8. razredu sem dobil specialko Rock Marathon. Kasneje sem si pa kupil neko železno čudo, ki je sicer izgledalo kot gorsko kolo, ampak tisto ni bilo za nikamor. Samo mogoče po mestu, po kakšnih opravkih, drugače pa ga ni bilo moč spraviti v kakšne klance. Le to, kako cveti krompir. Cela polja so ga. Na drugi strani pa neko žito, ki ga itak ne poznam. No, to je sigurno pšenica, to poznam. Ko sem si pa enkrat kupil trekking kolo in potem eno leto kasneje še specialko, pa itak ni bilo več povratka nazaj. Še danes sem prepričan, da je vožnja s specialko najlepše kolesarjenje, kar jih je. Aha, tle je spet nekaj kock. Če so po takem vozili na turu oziroma na dirki Pariz-Roubaix, potem res ni enostavno. Kar se tiče današnjega kolesarjenja, bom rekel tako. Teh 20 km mi je super hitro in super lepo minilo. Zdaj gremo v apartma, bom nekaj malega pojedel, natočil bidon in potem grem še ta drugo 20 km progo. Lepo bom šel brez kamere za svojo dušo. Dol v opis videa bom pa dal oba linka od Strave. Tako da boste lahko videli, kje sem se vozil. Ja, čeprav je vožnja z gorskim kolesom dosti bolj naporna in tudi tehnično super zahtevna, bom pa jaz vseeno izkoristil to gorsko kolo in se vozil vse 3 dni, kar ga imam na razpolago. Če je tudi med vami kdo s podobnimi pomisleki glede gorskega kolesa, je mogoče prav v tem videu dobil kakšen odgovor na svoje vprašanja. Nažalost je to moj zadnji video iz Belgije, pač počasi se bo treba vrniti domov, ampak vseeno imam zelo dobre vtise, zelo dobre občutke, super všeč mi je bilo tukaj. Jaz vam bi ob tej priliki zaželil lepo poletje, čim več kilometrov in čim več varne vožnje, drugače pa hvala za pozornost in se vidimo prihodnjič. Čau!